Wow, Rose ima naravno barvo las, kaj se je zvišala samozavest. Danes bomo govorili o samozavesti, zato ker v zadnjem času, oziroma ne v zadnjem času, že v zadnjem letu dobijam ogromno vprašanj, kako da sem jaz, da mi je razvila ta samozavest, da si sploh upam snemati, da si upam pojavljati okoli in vse to. In dejansko priznam, da je to tudi tema, s katero sem imela jaz ogromno let izziv in mi je kar kul o njej se pogovarjati, so why not. Prvo, kar me je zanimalo, preden sem sploh padla to kamero, je kako SSKJ dojema samozavest. In kar sem prebrala, mi je bilo malo da vam preberem. Samozavest, prepričanost o svoji sposobnosti, znanju, moči. Zakaj mi je zdaj to malo Prvo, zato ker v primeru tega dejansko svojo vrednost pogojujemo z znanjem, močjo in ne vem kaj še bilo. Mislim, sej je zapisal, da je prepričanost v to. Ampak kaj, če sem jaz totalno zabita, oziroma se vedno počutim zabita, kaj pol ne morem biti samozavestna? I beg to differ. Torej ja, druga, kar pa bi pokazala, oziroma, kako bi rekla, dala pozornost na to je, da pogledamo že samo besedo samozavest. Se mi zdi, v današnjem svetu vsi dajemo ful našo vrednost in kako so bomo glede sami sebe počutili v roke nekomu drugemu, da zmeraj iščemo potrditev od zunaj, pa nam bo to glede lepote, da čakamo, da nam fitness trener ali pa ti slušen tip ali pa kdorkoli reče, da smo dobre, ali da glede pameti, da hočemo samo petke in desetke imeti, ali glede uspeha, da hočemo ne vem kam visoko priti na lestvi biznisa, ne vem ti, ko bi to rekla. In tu sem jaz odkrila, da je naš največja bolečina, ker realno gledano, odkar smo majhni, se poistovetimo samo z našim telesom, se poistovetimo samo s to mašino, v kateri smo prišli in kakor nam nekdo reče, grda si, debela si, mazoljasta si, fuck, ne, moja ta mašina ni dovolj dobra. In če se jaz poistovetim celoti samo s tem, jaz nisem dovolj dobra. To je pa malo pa šiti situacija, ne, ker nikoli nam dovolj dobra. In že zdaj vam lahko rečem, če si ena tistih, ki iščeš potrditev od zunaj, naj ti jaz zdaj uničim ta sanje, obupna si, nikoli ne boš dovolj dobra. Positivity. Kaj sem to rekla? Ker dejansko, če se gledaš na zunanji svet in če se primerjaš z zunanjim svetom, nikoli ne boš dosegla tega. Zmeri bo nekdo lepši, nekdo boljši, nekdo bolj pameten, zmeri bo nekdo bolj, če se boš primerjala. Zato to je, kakor sem nekaj bi rada dala pozornost na samo besedo, samozavest. Samozavest, da moje pojme prihaja v tem, da nekaj, kar si moramo sami dati. In kar sem jaz ugotovila v zadnjem času, kaj to je in kaj meni daje moja največja samozavest, kar sem odkrila, ful me motijo lasi, jaz se opravičujem že vnaprej, ker jih toliko šlatam, oziroma se ne rabim opravičevati, ker to, da se opravičujem za nekaj, tudi kaže mojo nizko samozavest, ker da se vam moram dokazovati. Tako, erase that. Ok. Torej, ja, kaj sem jaz opazila je, da mojo samozavest najbolj kaj viša in kaj mi najbolj nudi to, da sem pripričana sama vase, je to, da vem, da se lahko zanesem sama nase. Ker realno gledano, kar se mi poistovetimo z našo mašino, bom zdaj naprej rekla telesu, ker naša mašina. Torej, kadar se poistovetimo z našo mašino, nas je strah, da v očeh nekoga drugega ne bomo dovolj, ker nas je strah, da kadar bomo imeli prišla v kak problem ali izziv ali karkoli, bo ta oseba šla, ker mi pač nismo dovolj, da bi z nami vztrajala, da bi se trudila okoli nas in tako. Najbolj se mi zdi, pa naša samozavest trpi, kadar se sami glede sebe ne počutimo dovolj sposobne. Poglejte na primer vašen primer. Recimo za izpit z avto. Na začetku, kar se prvič usedeš v avto, si sam sebi pripriča, to nikoli ne bom znal, to je ful preveč zajebano, nimam pojma. Kadar dobiš izpit, tvoja samozavest zraste, zato ker vidiš, wow, sposoben sem, dejansko tu sem od prvega dne do zadnjega, sem jaz sedela v avtu, sem se jaz učila in zdaj sem samozavestna in znam voziti. Zato, ker smo si sama tistali. Zdaj, to je super način, da stopiš v to, da dejansko si pokažeš. Jaz pa želim vseeno s tem videom sporočiti, da ne rabiš nekih zunanjih stvari, kar bi jih mogla delati, kar bi jih mogla iti čez sebe, da si dokazuješ sama sebi, da si sposobna, ampak da to črpaš iz sebe. Če povem iz svoje izkušnje, ker tako vse moje videe bom govorila iz svoje izkušnje, ker samo iz te izkušnje lahko govorim. Pri moji izkušnji, kdaj sem se šele zavedla svoje moči, je v svojem najnižjem pointu v življenju. Kadar sem jaz se soočila s totalno finančno poraznostjo, s totalno lonely as fuck sem se počutila, kjer so družina imela probleme, kjer je z živali, vse je šlo narobe, takrat sem odkrila svojo moč. Ker v tistem trenutku sem se zavedla, okoli mene ni nobenega. Ampak zavedla sem se tudi tega, da ne glede to, kako huda je situacija, jaz sem iz tega lahko vam pobrala.
In tukaj zdaj črpam samozavest, ne glede na to, koliko zdaj lahko dobim šiti komentarjev, koliko me lahko prešimfajo ljudje, koliko lahko karkoli, jaz se zavedam svoje vrednosti, zaradi tega, ker vem, da si lahko zaupam. Da vem, da kadar bo prišel problem, kadar bo karkoli, da sama sebe ne bom izdala oziroma se ne bom umaknila sama sebi. Ker se mi zdi, da to nam najbolj manjša samozavest, zato ker smo videli pri drugih, da kadar je prišel kak problem ali karkoli, da so se nam umaknili, da nekako, kadar smo tudi mi mlajši, kadar se ti ne počutiš, ne vem, da totalno zafejlaš pri enem lušnemu fantu, ki si ga videla, totalno uničiš situacijo, tvoja samozavest pade in ti nočeš več biti ti. Če pa v tistem momentu, recimo, da jaz pridem zdaj do enega tipa, ful ne znam flirtati in rečem, hej ti, imaš rad krompir? Pač totalno, da grem mimo, ampak če jaz fucking ownam ta krompir in če v moji glavi to dobro, kar sem rekla in sem jaz sama v sebe prepričana in se zvem, da sem gleda, kar sem lahko, pa lahko še totalno zafejlam za zunanji svet, jaz bom s tem lahko živela. Tudi če ne vem, se mi začel smejati v obraz, jaz bom lahko živela s tem, moja samozavestno trpela. Se mi zdi, kadar ti enkrat prideš do te točke, da se zaveš, da ne potrebuješ zunanjega sveta in da se naučiš sama sebi dajati to, kar si lahko dajaš, oziroma da si vse lahko dajaš, sem se malo čudno izrazila. No, kar se vsega tega zaveš, niti ne rabiš nekaj delati na samozavesti, zato ker ja, se obstajajo metode, kar vam lahko tudi v drugem videu povem, ali tukaj že malo namignem, da imaš pozitivne afirmacije, da dejansko delaš nekaj časi 180-kilski, da dejansko delaš nekaj na telesu, če se poistovetiš s tem, da je tisto nek push, ampak konec koncev vse prije do te mašine. In do tega, kadar boš ti začutil svetel, da si dosti več od svojega telesa, da ta mašina je tukaj za 80 let, recimo v najboljšem primeru, in pol pač to gre, in da ta mašina nikoli ne bo bolj dobra, ker bojo prišle gumbe, bojo prišle strije, bojo prišle, s tem ni nič narobe, da mi imam, meni so lepo vse to, ampak okej. Bo prišlo to, bojo prišli mozoli, bo prišli dnevi z masno frizuro, bo prišli dnevi, kaj to se zgodi. Ampak kar si to sprejmeš, da si več kot to telo, ne rabiš več potrditi. Tvoja samozavest bo zrasla, zaradi tega, ker boš ti zadovoljna s sabo, ker se boš ti dobro počutila v svoji koži in zaradi tega, ker se boš imela sama sebe rada. Zdaj, kako se sploh imeti sama sebe, sem pač dala tudi jaz dosti šita v life in vem, da kadar si ti v tistem šitu, se ne moreš imeti sam sebe rad, ker se najbolj judgeš na svetu. Ampak kako so koraki kar lahko? Lahko najbolj plehki, ampak začni sama se, pač treat yourself, ne vem, ko reč v slovenščini. Začni se razvajati. Privošči si, ne vem, enkrat dejansko, da greš sama na zmen. Kolikor klišejsko, enako si prebrala že v 100 revijah in vse, ampak dejansko to naredi. Meni mi zelo pomaga, že za moje misli umiriti, da grem v bližnjo kavarno na kavico, da si vzamem laptopa s sabo, palim jazz gor, ker ga ful rada poslušam in preprosto sem. Sedem biti in se že zaradi tega počutim. Ali pa vem, da, naprimer, kadar sem kupila kak bad bomb ali pa kaj ta zasad, da si rediš kopel, par svečk, da ne rabiš za koga drugega, ampak to delaš za sebe, za ljubezni za sebe. In že tako, kadar vidiš, da vlagaš v to mašino neki, ti posledično ti možgani reče, ok, se nisem tako bad. Pač mislite, koliko delate za fanta ali pa za punco stvari, takih romantičnih, oh my god, zakaj si ne bi to dali sami sebi? Zakaj si ne bi ljubezni izkazovali sami sebi? Jaz sem se zdaj navadila, da vsako jutro si dam roke sem k srcu in si rečem, rada te imam. Pač lahko za nekoga je to, ne vem koliko samo všeč ali karkoli, meni mi pomaga in občutka ga dobim je prav, da vem, da sem dosti več kot ta mašina, da lahko imam spet 20 kg celulita, pa me ne moti. Zato, ker pač I own ta celulit. Tako da ja, moja samozavest je definitivno prišla z tega, da sem se sama sebe opozorila na to, da sama sebe ne bom zapustila v kriznih situacijah in da sem dovolj močna, da jih bom vse te krizne situacije shendlala. Ker naš strah pred tem, da nas kdo zapusti, v kakršnikoli situaciji nas najbolj drži nazaj. Strah, da ne bomo ljubljeni, je za moje pojme obup. Ampak kadar pa zveš, da sam sebe, če ljubiš in da je lahko nekoliko šiti, lahko fucking ubiješ človeka, don't do that, mimo ne spodbujam k temu, ampak lahko ubiješ človeka, ampak da veš, da kljub temu, da boš nekoga ubil, da se imaš rad, da se ne obsojaš, to je vse rešeno. Ok, to bo za ta video vse, upam, da bi bil kolikor toliko ok, pa da sem kolikor toliko ok razložila. Če ti je bil všeč, ne pozabi klikati všeč mi je, pa zapiši v komentarjih, kaj so take male stvari, kar tebi zvišujejo razpoloženje, vibracijo in posledično na dolgi rok samozavest. Vsi na drugi, čau, čau!